Gospod Jani Virk, lepo pozdravljeni ta večer skupaj. Lepa hvala, da ste se odzvali. Naj takoj povem, kako je v vabilu, da je temu večeru botrovala vaša 10. knjiga, roman Jaka in Vane, s pomenljivim naslovom. In to se mi zdi tako čudovito, kajti Franz Rosenzweig je rekel, da v 20. stoletju osebno ime ni nekaj zanemarljivega. Kaj več kakor osebno ime, ki se ustvari osebne odnose in pove tisto, kar je najglobje v njem. Ampak na to bo še prišla. Sedaj sem vesel, da imamo nocoj med nami ne samo pisatelja, ampak tudi novinarja, literarnega kritika, urednika, režiserja, tudi poeta, esejista, večkrat nagrajenega, predvsem pa seveda pisatelja. No in kdo reče Jani Virk, ali pa tudi reče brata Virk, takoj, saj moja generacija pa je poznala kot tista, ki sta se najprej v življenje pognala preko športa. Zlasti naš Jani Virk, vemo, da ste bil v športni gimnaziji, da ste bil smučar v državni reprezentanci in imamo občutek, da je ta velika simbolika, da se niste samo pognal po snežnih strminah, ampak da ste se pognal tudi v življenje. In se mi zdi, da ste v svojem življenju uresničil Nietzschevo filozofijo, ki je rekel, Nietzschevo misel, ki je rekel, danes se filozofija najprej živi, potem pa misli in izgovarja. In tako imamo občutek, da je naš Jani Virk, pisatelj, najprej v polnosti kot mladostnik živel življenje, da se je pognal v življenje in kar na lepem je pa videl, to bi pa lahko ubesedil, to bi lahko izgovoril, napisal. Ampak oprostite, gledajte, zdaj sem pa že tisti, ki pišem o vas esej, ampak najprej moram prisluhniti, ne? Heidegger je rekel, da moramo prisluhniti skrivnosti življenja, biti. In najprej, če ste tako prijazni, pa nam poveste, dragi Jani, kaj je bil tisti obrat? Toliko športnikov konča, ali kot trenerji, oprostite, da rečem v Franciji, ker sem bil tradicionalno športniki, potem odprejo tudi bifeje, gostilne. No, vi ste se pognal v literaturo. Kaj je bil tisti vzrok za ta izjemen obrat? Lepa hvala za vsa ta vprašanja in za predstavitev. Ja, seveda, jaz po tako imenovani športni karieri nisem odprl bifeja, sem pa odprl vrata marsikaterega bifeja, ne, pa ne rečem, da je bil to obrat, ne. Obrat je bil verjetno, je tlel to že pravzaprav, te stvari tlijo v nas, ne, se vemo zelo veliko, od Marjana Rožanca, če govorim samo o starejši generaciji, do Vitomila Zupana, do Žarka Petana, slovenskih pisateljev je bilo tudi seveda v mladosti športnikov, kakšni zelo vrhunski, kakšni manj vrhunski, kakšni kot Marjan Rožanc, kot meni se zdi, si upam reči, eden najbolj poduhovljenih pravzaprav slovenskih esejistov do konca svojega življenja, je bil z drugim delom duše pravzaprav tudi do konca življenja športnik. Tako da te dve stvari se seveda ni nujno, da se izključujeta v bistvu, ne. Meni je ta šport seveda ogromno dal, dal mi je seveda tudi neko blokado tega, kar je bilo očitno v meni, ne. In jaz, ko sem tam pri 17-18 letih pravzaprav nehal s tem vrhunskim športom, ker sem mogel tudi kot 18-letni mulc v vojsko, sem se seveda nenadoma znašel pred praznino, kaj v življenju pravzaprav znam, ne. Znal sem seveda zelo dobro teči po gozdu, zelo dobro dvigati uteži, zelo dobro delati vse, kar je fizično, ne. Bil sem pa prepričan in sem imel pravzaprav tudi, bom rekel, malo pomanjkljivo samozavest, ko sem iz vojske prišel na fakulteto, vpisal sem se na književnost pa na nemščino, ne. Sem bil prepričan, da glede na to, da sem hodil na športno gimnazijo in da sem se pač tudi praktično ves dotedajni življenje ukvarjal s športom, da imam nek manko v mišljenju, v občutanju sveta, vsem tem.
in sem kar z malo nevošljivosti, čeprav sem Ljubljančan, gledal fante in punce, ki so prihajali iz elitnih ljubljanskih srednjih šol, ali pa tudi z mariborskih, tudi z jeseniške, ki je bila na dobrem glasu, in sem rekel, glej, Berk, težka bo, ne? Razumeš, kaj je led, kaj je sneg, kaj so različni temperaturni pogoji v visokogorju, kaj so ledeniške razpoke, ne? Si pa od tega ledu malo zamrznil in boš težko jel te fante, kar zadeva literarno teorijo, filozofijo, gor, dol, levo, desno, ne? Sčasoma se je ta blokada, ki je bila, bom rekel, ki je bila na nek način razumljiva, zelo spontano sprostila, ne? So te, kako ne rečem, tam raz je popustil, ne, in sem se spustil v življenje in sem videl, da pravzaprav imam verjetno, vsaj v primerjavi z drugimi darovi pa talenti, vsep nek talent, ki se mu reče za literaturo, pisanje, ne. Seveda ga človek ne racionalizira, ga ne reflektira, pač enostavno videl sem, da želim opredeliti življenje, svet okrog sebe preko zgodb v bistvu, ne, in je to na nek način začuda ratevalo. No, začuden sem bil, ko sem začel te zgodbe pisati, kot otrok sem kot večina otrok najbrž pisal pesmice mami za rojstni dan in take priložnostne stvari, samo seveda je bilo to čisto naivno, čisto amatersko, v nobenem, po moje, v nobenem smislu in v nobeni smeri ni to seveda presegalo nekega osnovnega povprečja pač fantov teh let v bistvu, ne. Kasneje na začetku fakultete sem pa pravzaprav se kmalu začudil, ko sem videl, da mi pa to izražanje pravzaprav na nek način leži in da čutim, da je mogoče to nekaj, kjer lahko najdem svojo pot, svoj jezik v bistvu ob vsem drugem, kar ponuja življenje. Ja, hvala lepa, tudi hvala za vaš pogum, da ste razkrili svoj notranji svet. Se mi zdi nekaj takega, ne, pravzaprav bi želeli tudi danes vsakemu mlademu človeku, da bi preko literature našel sam sebe, preko kulture, preko ustvarjanja. Nekako ste dal tudi nek model, kako se lahko mlad človek v teh letih najde, kako se lahko postavi na noge, kako lahko ogromno da iz sebe. Ampak dovolite, da se še vrnem k temu odnosu športa in literature. Imamo občutek, ko beremo vaše knjige ali vaše črtice, da je ne samo veselje nad življenja, iskanje polnosti življenja, ne samo v smučanju se tudi pada, je tudi kaj hudega. Ampak, če smem reči, da je tudi ta športna igrivost v vas, ne? Da je ta igrivost veselja, ta hudomušnost, ne? Ta humor, ki je pri vas, to neko preigravanje življenja, ne? In hočem reči, ko sem vas začel brati, se bom kar razkril, najprej sem bral tudi te vaše kratko prozo ali bomo rekli novele, Vrata in druge zgodbe, se mi zdi tako prijetno, jaz bi rekel, skoraj zafrkljivo se mi zdi, kakor da bi igrala nogomet ali kaj, in da se včasih nasmehne igrivost in tudi, hočem reči, ko ste smrtno resen, ne, skoraj da katastrofalen, zelo tragičen, pa hipova, kakor da bi bil ruski pesnik, ne, se mi zdi zopet duhovit, igriv, ne, da se ta igrivost, veselje, tako me spominjate res na Rožanca, ne, da se pač ne morete zatajiti, ne, da ste tudi zdaj po duši športnik, kaj pravite? Ja, veseli me, da pač lahko to tako berete. Ja, seveda, gledajte, v športu je ogromno, zdaj meni je seveda smešen, predvsem, kdor spremlja sodobni nogomet, v bistvu vse vrhunske tekme, praktično na koncu trenerji govorijo, smo trpeli zadnje minute, smo trpeli do konca, bla, bla, bla. Seveda je šport, predvsem naj bi bil v svoji osnovi igra, igrivost in verjetno vsak, ki se s tem ukvarja, seveda tudi v sebi čuti celo življenje, mogoče nostalgijo po tem, po igri, po svobodi, po odprtosti, seveda in na drugi strani
Seveda je ponavljanje, drill je maltretiranje, samo to gre z roko v roki. Ne? Zdaj, če bi to predstavil kasneje, mogoče na področju literature, kot ste pač vi, to naredil, bi rekel, ja, najbrž je šport na nek način, oziroma moja pač osebna nastavitev za življenje, ki se je formirala v mladosti skozi šport, prinesla tudi to. Po drugi strani je pa to, kar ste pa tudi omenil, v bistvu, ne? Te mogoče temne, tragične tone ali pa recimo, bom rekel, drugačne. Ne? To se dobro spomnim in to me je zaznamovalo. A veste, ki si pa kot 12, 13, 14-letnik, v bistvu 15-letnik v teh visokogorjih na 2000, 3000 metrih, ko zvečer zaspiš nekje v Dolomitih, kjer so na tabo samo zvezde, silhuete gor, v bistvu te preganjajo, hočeš, nočeš, paskalovska vprašanja, ne? O vesolju, o praznini vesolja, preprosto o tem, o smislu življenja, o Bogu, ki je, ki ni, a veste, in se ti odpirajo tudi čisto drugi horizonti, v bistvu, ne? Tako da meni je ta mladost v bistvu prinesla, bom rekel, to ambivalentno nastavitev, ne? In to zemeljsko igrivost, vitalizem, in po drugi strani tudi nekaj, kar najbrž korespondira tudi po eni strani z bolečino lepote, če je prevelika, ne? To, a veste, skoraj pretirano lepa estetika, bom rekel, za nekega urbanega človeka, ki je mulj v Šiški, v Ljubljani živi, ni važno, v Mostah na Kodeljevem, hkrati pa večino življenja, dejansko večji del življenja, seveda smo hodili normalno v šolo, sam večino prostega časa pa pogosto tudi med šolami, ker sem hodil v športno gimnazijo, smo imeli isti režim skoraj, kot ga imajo dan danes na fakultetah, v tem smislu, da smo jeseni večkrat šli lahko za en teden kam in potem delali po izpitih in tako. Ne? In je bilo zares, mi je pa to pršalo v srce in pljuča in v oči in pač v celo telo, te sončni zahodi v negotovem nebu, bom rekel, ne, te globoke zvezdnate noči, ker si sam pred črnino noči, pred zvezdami, pred vprašanji, ki se ti porajajo v bistvu. Ne. Ja. No, če dovolite, bi se navezoval na to ne samo športno doživljanje narave, ki je v vas, ampak tudi poetično. Urednik vaše knjige Jaka in Vane je dal zelo lep stavek na zadnjo stran platnic, dovolite, da ga preberem. Luna je bila ogromna in tik nad pokrajino. Zdelo se mi je, da bi se lahko zapeljal vanjo, če bi nadaljeval pot. Bi rekel, zelo poetično in lepo ste nakazal dve dimenziji, samo poezijo, ki odmeva, potem ne samo v doživljanju narave, ampak tudi v vašem iskanju besed, izraza globine duše in pa seveda na to bova še prišla tudi na metafizično razsežnost besede. Ampak gledajte, kaj bi rekel, glede na to, da ste tudi kakšno pesem napisal, ne samo še kot otrok, ampak kasneje, tudi v zrelih letih, ste pisal lepe pesmi, saj po mojem občutku, in ste jih tudi zbral v pesniško zbirko. In imam občutek, da ste pa, da niste nadaljeval, morda še pišete pesmi, ampak vse z objavami niste nadaljevali te objave pesmi, ampak stalno imamo občutek, da ponavljam, kljub krutosti določenih življenjskih situacij, pa vendar izbija na dan neko poetično doživljanje lepote, da se lepota je, ali pa lepota me bo pripeljala k resnici, lepota me bo pripeljala k drugemu. No in bi vas vseeno rad vprašal, imamo občutek, da rečete, se bom raje izražal kot pisatelj, kratke proze, romanopisec, morda esejist, in bo mogoče tako
tako naredil lepši slavospev poeziji kot taki. Ne vem, imamo občutek, da ste častilec poezije, vernik poezije. Absolutno drži, in vaša intuicija je perfektna. Ja, seveda, jaz sem, bom rekel, predvsem bralec poezije in tudi predvsem bralec literature, ki je poetična v tem smislu, da opredeljuje svet skozi besedo, v bistvu, recimo Marquez, ne. Tudi recimo Singer, ki je čist drug tip pripovedovalca, v bistvu, ne, ta naš slavni judovski pisatelj, ki je pisal v jidišu, v bistvu, ima seveda za svojimi besedami, stavki pravzaprav nenehno območje poetičnosti. Glejte, meni se le zdi, da predvsem literatura, predvsem proza in kratka in pač romani je sestavljena iz dveh elementov, iz zgodbe in jezika. Lahko je sjajna zgodba, jaz kot bralec na to tako gledam. Tudi če je sjajna zgodba, me kaj dosti ne zanima, če ni pripovedovana v jeziku, ki prebije neko splošno jezikovno raven, v bistvu, ki me ne zagrab, ki se ne prilepi name kot ježak, v bistvu. Se veste, zgodbe so lahko tudi novinarske, pa so zanimive, pa jo preberemo v 3 stolpičih ali pa v enem stolpiču. V časopisu pa rečemo, gledajte, zanimiva zgodba. Zares nas pa, jaz mislim, kljub vsemu, v nas pa zgodbe pronicajo prek jezika, v bistvu. Jezik je tisti, ki nas, ali pa bom zase rekel, ki mene pravzaprav lahko pripelje v nek svet imaginacije na podoben način kot glasba ali pa slikarstvo, v bistvu. Zgodba me zanima, jezik se me pa dotakne, bom rekel, v mojem, upam, da imam to v mojem globljem notranjem življenju, da rečem, v moji srži, v moji srči. Tam, kjer nastajajo druge podobe, ki jih nosimo s sabo, tudi takrat, ko spimo, ko nas ni mogoče tudi. No, ampak moram reči, omenili ste sami Isaaca Singerja, ravno to sem vas hotel vprašati. Isaac Singer sam pravi, da so pač v modi psihološki romani in razmišljanja, ampak da on ne mora pisati brez zgodbe. Zgodba sama ne samo, ni nujno, da prinaša neko zagato ali pa prebuja k mišljenju. No, mene vaše zgodbe, zlasti tudi kratke zgodbe v kratki prozi, so vedno na nek način vnašajo določen paradoks, neko vznemirljivost, nekako, da nas presenečate. Se mi zdi tudi, če vas smem primerjati malo z našim velikim romanopiscem, Dragotom Jančarjem, pa vendar se mi zdi, da je najmočnejši v kratki prozi ali pa, bomo rekli, v novelah. In kako da bi mi imeli občutek, da neko globoko spoznanje človeka ali pa neko razkritje resnice, razkritje življenja je pretresljiva v zgodbi, ali kot takšen scenski prizor. Ni slučajno, da ste tudi odličen režiser ali pa odgovoren na televiziji za snemalni program. Me pa zanima to vprašanje, kako vam uspe skoraj da v vsaki zgodbi, pa potem tudi v romanih, stalno prebuditi kako bom rekel, paradoks, se pravi neprevedljiv zaključek ali pa zaplet ali pa nek dramski prizor, ki se mora potem razpleti. A to zgodbo vam piše življenje ali ste pozorni do teh zagad, do teh vozlov, zapletov ali pa to tudi vaša življenjska vera, se pravi, da življenje ni linearno, ampak nas preseneča. Jaz mislim, težko se samo analiziram, samo jaz mislim, ta paradoksalna razpetost očitno je del moje pisateljske strukture, moje osebnosti. Verjetno vsi te dualizmi, vsi te
ljubezen, smrt, čas, večnost, vse to pravzaprav je razpeto na način, ki nujno ustvarja dinamiko v bistvu. Določene stvari zelo močno pravzaprav dojemam, zelo močno čutim in najbrž se zgodbe zato vedno znova ponavljajo na podoben način, ker me manično očitno zanimajo ena in ista vprašanja, ki jih povem na vedno različen način v bistvu. In ko enkrat povem in si reče, no, Berk, zdaj pa ne bo treba več sedeti za računalnikom, ker te z leti bolijo že rame in kolki in vse to od sedenja, a veste, pol čez 2-3 mesece že ne morem dati več miru, ker me preganja neka zgodba. Mogoče je v osnovni strukturi zelo podobna, vsekakor je pa zelo podobna v smislu, ki ste ga vi omenili v bistvu, da se znotraj tega dogajajo paradoksi, presenetljiva razkritja, presenetljivi obrati. Je to spontano, v tem ni nič zavestnega. Ja, verjamem, ampak če smem reči, že Grki so rekli, da začetek filozofije je začudenje, zakaj nekaj je in zakaj ni nič. Se mi zdi, da to začudenje, to pride iz globin človeka in ker je to v vas, se mi zdi, nekaj ste tudi prepoznali otroško dušo, ki se zna začuditi. Tudi tale vaš glavni junak Pavel v romanu Smeh za leseno pregrado, ki ste ga izdal leta 2000, že 21 let. Hočem reči, je nekako izvrsten, ker združujete, vsaj po moji kritiki, ali pa po mojem mnenju, oprostite, se mi zdi, združujete poznavanje otroške duše, smisel za filozofijo, za razmišljanje, za izjemno začudanje, pa vse tja do metafizike, tudi do presežnosti. In v tem smislu ste tudi se podpisal pod to, da zdaj ste v zrelih letih, pa še vedno, ko pišete, hočem reči, imate to otroško dušo in mogoče to definicija pisatelja, ali pa pesnika ali ustvarjalca, da je zelo zrel, marsikaj prestal, pa še vendar tudi v zrelih letih si upa biti otrok, ohranjati otroško dušo. Če vas lahko vprašam, odkot tole, ali pa zopet prišlo spontano preko vaših lastnih otrok, ali preko vašega spomina, ali to zavestno ohranjate otroško dušo, ali pa to spontano pride na dan in nam jo razkrijete. No, če rečem samo ironično, očitno težko dozorim, Gledajte se sami. Tu je paradoks, oprostite, da se ne moramo strinjati. Hočem reči, ste zelo zrel, lahko imate taka tragična spoznanja, na momentke celo kanček pesimizma, ali pa zelo pretresljiva spoznanja, preko spoznanja modrca, ampak zopet se nasmehnete, zopet se poigrate. Otrok ni umrl v vas. Ja, praktično ste vse povedali. Vse veste, ko smo otroci, je svet še celovit, je cel. Seveda se slej ko prej pojavijo razpoke in skozi razpoke odraščamo v bistvu. Še vedno se pa želimo vračati, mislim, da se želimo vračati. Verjetno bi tudi mi, ki smo zrelejši, ki smo dozoreli, bi si želeli, da je svet cel, da je sestavljen, da ni atomiziran niti v naši duši, niti v naši družbi. In je verjetno pa je jaz se zelo dobro, se ne želim govoriti o ljudeh, ki jih ni več med nami, no pa so še vedno med nami na drug način v bistvu. Jaz sem se vedno, in to sem imel izjemno rad, pri Tonetu Pavčku, on je praktično do svoje smrti, do 80. leta je, in mislim, da je celo nekaj več živo, je ohranil sebi to strastno otroško dušo, seveda na drugi strani je imel sebi tudi to trpko bolečino, je imel vse, kar prinese življenje težkega, sam to verjetno nas to rešuje in kot ljudi, da ne zapadamo v depresijo, v cinizem, v okorelo zrelost, ampak rešuje predvsem tudi po drugi strani beseda v nas, rešuje to, iz česar nastaja
literatura, kar ste omenili. Literatura nastaja iz čudenja, iz osuplosti, in hkrati iz občutja, da želimo pač razumeti svoje življenje in ga probamo razumeti prek zgodb, prek pesmi. Želimo ga razumeti, želimo ga pričvrstiti v neko imaginarno točko, da razumemo malo več kot običajno. Pa vprašanje, koliko nam to seveda uspeva. Vedno znova pa poskušamo, ker se mi zdi, kot človeška bitja to preprosto potrebujemo. V bistvu, ne vsi, eni potrebujejo, da jim te zgodbe posredujejo, je čisto legalno in to počnejo seveda vse vere, religije, tudi ideologije, kakšnim zadošča, da mu reče strankarski poglavar par besed in je potešen za cel teden in cel mesec. Mi ljudje, ki smo bolj umaknjeni iz teh struktur, pa pač potrebujemo življenje, da poskušamo na drugačen način. Moram reči, da takrat, ko beremo vaše knjige, imamo občutek ene hvaležnosti, tudi če kakšna stvar trpka, pa prebudite željo potem otroštvu ali pa sprobenenju, saj nekje piše, če se ne sprobenete, ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Ampak čas teče, morda pa vseeno, ker je tole prilika, da govorimo o vaši zadnji knjigi, bova prišla k temu romanu Jaka in Vane in se mi zdi, da ta knjiga zopet ponazarja na to, kar je pisatelj, da pisatelj pričuje. Ne samo, da piše, ne samo, da se poigrava, ampak večkrat je tako, da njegovo delo, pa njegova osebnost, tukaj ne gre za dve entiteti, za dve stvari, ampak njegova dela, to je on, saj razsežnost njegove duše. Ali če dovolite, tudi njegovi protagonisti, ki jih imel rad, danes vemo, da tudi Platonovi dialogi, znotraj teh dialogov ni samo Platon, ni samo Sokrat, ampak vsak od njegovih sogovornikov je on sam. Se mi zdi, in to se mi zdi nekaj čudovitega, da tudi, če niste tega sam doživeli, ste se pa znal čudovito vživeti in ste nekje v prijateljstvu ali iz prijateljstva imel občutek, da ste dolžani pričevati za preteklost. In to se mi zdi nekaj čudovitega, to tudi drugi kritiki pravijo, da želite ene stvari napisati in pričevati za prijatelje, da ne bo to šlo v pozabo ali pa v suhe podatke, ampak da bojo živeli med nami. No in zato idem zdaj k Jaku in Vanetu, se mi zdi veliki meri, so to tudi vaši prijatelji, malo ste omenili, da jih ni več, a je preveč, če vas vprašam, za katere izjemne osebnosti gre, ker mi želimo tudi poznati, takrat, ko to beremo, ali to prepustiva literarnim kritikom. Ja, gledajte, bom odgovoril, upam, da ne obe vprašanji. Mislim, da reče Kundera nekaj takšnega, protagonisti mojih romanov so moje neizkoriščene, neživete možnosti v bistvu. In te fiktivni junaki seveda vsi skupaj sestavljajo, jaz mislim, ne sestavljajo ne ravno panteon, ampak sestavljajo podobo pač avtorjev, kot na nek način vse slike ali pa vse kompozicije, recimo vse Bachove kompozicije sestavljajo to, kar je Bach v bistvu. In delno je v nekem smislu seveda, kar je Bach bil najbrž po svoji senzibiliteti, v svoji globoki duhovni strukturi, kaže njegovo, religioznost, njegov odnos do sveta in tako naprej. In najbrž je v literaturi isto. Kar pa zadeva, seveda to ni roman o zelo konkretnih ljudeh, čeprav se pojavljajo zelo konkretni, je bolj roman, ki je, seveda je napisan v spomin nekaterih tudi mojih prijateljev,
ki jih ni več med nami v bistvu, ki so bili moji sopotniki življenjski, ki so bile, ne vem, moje sopotnice na fakulteti. Noter se pojavljajo pač ljudje od Tomaža Šalamuna do Milana Kleča, do mojega velikega prijatelja Braneta Bitenca, do neke sijajne pesnice, ki je prezgodaj umrla, Lidije Turk. Seveda to niso oni, je pa, bom rekel, zgodba njim posvečena. Tudi če se recimo kakšni konkretno pojavljajo v romanu, so na nek način seveda del tega izmišljenega sveta. Po drugi strani pa seveda drži, da poskušamo, mislim, da je Marquez napisal avtobiografijo in tam na začetku reče, ko stvari pripoveduješ iz preteklosti, jih ponovno oživiš v bistvu. In tukaj je bila na nek način, da jih živiš še enkrat v bistvu. In tukaj je bila na nek način ta moja, hkrati poleg literarne, tudi ta nostalgična ambicija, ki korespondira sicer z literarno, da pač stvari ne grejo v pozabo. Seveda je to naša človeška iluzija, da na ta način ne grejo v pozabo, ampak jih pa pričvrstiš v nek, saj zase v nek fiktivni svet, ki je na nek način vsaj toliko trajen, kot naša zemljska eksistenca v bistvu. Določene knjige nas bodo mogoče za nekaj časa preživele, ampak tudi to ni, bom rekel, skrajni rob moje metafizike. Tudi to bo šlo v pozabo. Kakorkoli že, Jani, hvala lepa. Ste nakazali odgovor. Vem, da v literarni kritiki je pač ta biografska metoda nekako preraščena. Nisem hotel tako radovedno siliti v to, ampak se mi zdi prav, da se osveščimo, da vendar, tudi če ne konkretno ta in ta človek, pa vendar so to človeški liki, ki so živeli v določenem času in ki bojo pričevali v tistem času, tudi če se v eni osebi trije liki združujejo ali obratno. Ni zato, gre za čas, ki ste nam ga ohranili, in tudi, da se v tem času so se prebujale vrednote, ki so bile izjemne. No in v tem duhu, hočem reči, lepo pišete o Jaku, ki je šel k vojakom, se mi zdi, in tukaj nastopi strašna velika metaforika, vojaški režim, naj bo ta ali ta, nikoli ni prispodoba demokracije, ravno obratno. Mlad človek, vemo, da sam ste povedal pri 18 letih, to je v bistvu kruto, takrat so bile tudi kritike, da premladi fantje odhajajo v vojsko, služenjskega roka. Kot vemo, so bile tudi tragedije, bili so tudi samomori, so porasli, to so bili premladi fantje. No, ampak hočem reči, vi ste v tem romanu opozorili na to, da je spontano, moralno, in ne obsojate svojega junaka, da se on temu upre, in da je določen anarhist. No in seveda anarhist, vedno ga imamo, politični anarhist, bili smo pod vplivom včasih Marxa, ki je celo Proudhona zmeral za anarhistom, danes vidimo, da je bil vse še kaj drugega, ampak to ni bil kompliment. Anarhist je pač razbijaštvo, nemogoče se pogovarjati, ampak hočem reči, tudi vašega junaka obsojajo, zato gre kazensko na Kosovo, ampak jaz se ne morem zgubiti tega, da je vaš junak ni običajen anarhist. Glejte, spomin, na misel mi prihaja Jacques Ellul, veliki francoski filozof, protestant, biblično misel uveljavljal o varstvu okolja. On se je sebe predstavil kot krščanski anarhist. Jaz pa imam občutek, da ta vaš Jaka je humanistični anarhist. Se pravi, da se upira v imenu človečnosti. Se pravi, in
ne moram reči, da nas on jezi, ampak obratno, z njim se hitro identificirano, nam je simpatičen. Imate občutek, da ta anarhizem je nujna pot, če hočete, do svobode ali nujna pot k uveljavljanju humanizma, ne vem. Ja, absolutno. Glejte, prav to sem si želel pravzaprav, da je tako, kot ste vi povedali, v bistvu, ne. Anarhija je dejansko v nekem zaprtem sistemu širitev polja osebne svobode, zato da lahko razvijamo čustva, ki so človeška. Se vemo jih, logično, da jih skoraj nismo mogli, recimo, v jugoslovanski vojski, vemo, da jih ne moramo verjetno v kakšni kibernetični civilizaciji, da tega ne moramo razvijati, ko bojo Kitajci prevzeli nas pa naše firme, ali pa naš pretirano pač potrošniško usmerjen sistem življenja, v bistvu tako imenovanega liberalnega kapitalizma, ali pa pretirane protestantske etike, delovanja in tako naprej, in kopičenja in materialnih in vsakršnih dobrin. To so diktati nekih ideologij, ekonomij, neki pač zaprti sistemi, in se mi zdi, seveda, si skoraj upam reči, da nisem pristaš družbenega anarhizma v smislu, da bi seveda, a veste, šli proti vsemu, kar je socialno tkivo nekih družb. Vsekakor sem pa, vsaj v tem romanu, pa tudi nasplošno, pristaš osebne anarhije, ko je sistem toliko zaprt, da ne moreš živeti in izražati svoje človeškosti, kar zadeva praktično vse, kar nas opredeljuje ljudi v dobrem, da ne moreš, tukaj v vojski logično, da ne moreš svobodno prehajati meje, sam ne moreš prehajati niti svobodno miselnih meja, ne moreš v bistvu svobodno prehajati miselnih sistemov, ampak si ujet v nek kompakten, rigiden, trd sistem, kjer ti celo gibalno omejijo tvoje življenje v bistvu. In v tem smislu, ja, je to roman o anarhiji kot iskanju prostora osebne svobode, kjer se sploh šele lahko dogajajo stvari, ki nas kot ljudi presegajo ali pa ločujejo, bom rekel, od zgolj pač ljudi kot, ne vem, ekonomske kategorije ali pa kot politične kategorije v bistvu, ne. Gospod Jani Virk, recimo tisto obdobje potem na Kosovu, izpriča vero vaše generacije, da ta režim takrat, da ne bo dolgo trajal. Moram reči, da moja generacija, sem nekaj let starejša, je tudi upala, da prepričana, da ne bo trajen ta režim. Nismo se pa nadejali tako hitrega padca Berlinskega zidu in tolikšnih sprememb v naši družbi. Imam pa občutek, da pa vaša generacija, in to ponazarja tudi Jaka na Kosovu, je pa ta globoko prepričanost, da se ta režim sesuva. To je bila ta smelost vaše generacije. Mogoče, seveda, gledajte, nihče, meni je zelo simptomatično, ne bom pozabil do konca življenja, v bistvu pred leti, 20 let, ampak malo po osamosvojitvi, pa je bila v Avstriji neka okrogla miza in je bil zanimiv, seveda ne bom govoril o imenih, je bil tudi slučajno, se je znašel tam na omizju, slučajno povabljen je bil tako kot jaz, pač jaz kot pisatelj, on kot cerkveni dostojanstvenik, in je na vprašanje, ali je kdaj pričakoval, da bo Jugoslavija tako razpadla, je zelo prostodušno in se mi zdaj zelo fair, je rekel, gledajte, mi nismo mogli verjeti, da se bo to kadarkoli zgodilo, ne. Jaz bi rekel, seveda, tudi ljudem mojih let in jaz, zares je bilo to sicer težko verjeti, po drugi strani smo pa že živeli tako, kot da je bilo jasno, a veste, da bo to šlo, ne. Mislim, jaz ne morem seveda primerjati našega načina življenja z recimo takratnim angleškim ali tudi avstrijske mlajše generacije, samo se mi zdi, da je spontano, a veste, ta duh svobode prerastel ta okvir, ki ga je politika postavljala. Zato pa jaz mislim, da je prišel
pač tudi do tega obrata, ker je bil tako spontan v bistvu, ne, zato so praktično tudi vsi ljudje po starostni vertikali od teh, ki so desetletja živeli v represivnem sistemu in te od spodaj, ki pa praktično, bom rekel, 20-letnikov naprej, ne, ki ga pa niso tako trdo več izkusili, ne, so pa že spontano živeli način življenja, ki je bil seveda, ki je absolutno presegal rigidni politični sistem, ki je pa takrat vladal, ne. Tako da tudi zase bi rekel, bi se bahal, če bi rekel, glej, absolutno sem vedel, da bo to šlo. Po drugi strani pa dejstvo, da smo tako živeli, da je bilo jasno, da se bo to razlomilo. Ne vem, jaz vem, da smo takrat, jaz mislim, in jaz in moji kolegi, se spomnim, takrat sem za razne revije od 2000 do tudi Mladine pisal recenzije, takrat ni bilo par let pred osamosvojitvijo, smo čisto spontano, normalno pisali, če smo pisali v Pučniku, v Kozbeku, a veste, zelo fraza je bila, jaz sem imel samega sebe, dosti, ko sem govoril, rigidni politični sistem v vsaki recenziji, mislim, a veste, tako ni bilo več tako spontano, ni bilo ne tega strahu, ne pred partijo, ne pred... Vojska je bila pa neugodna stvar, ne, vojska pa, ko si se enkrat ujel v ta mehanizem, in kasnejši mehanizem orožnih vaj, to pa bilo neugodno, ne, ker tam pa zares ni bilo mogoče, v enem smislu se ni bilo dobro razšaliti, ne. Ja. Ampak nadaljujmo zgodbo, ne, zgodba je izjemna, jaka sreča tudi Vaneta, ne, boema in potem tudi po služenju vojaškega roka, pa kot boema potujeta po Evropi, ne. In to se mi zdi nekaj izjemnega, ne, da prikažete to generacijo, vašo generacijo, ki je že živela kljub zaprtosti sistema svetovljanstvo, ki je potovala po Evropi in ki se je navduševala nad Van Goghom, njegovimi postajami, se pravi tudi ravno sebe razkrijete kot kulturnika, ne samo kot človeka, ki pozna poezijo, ki pozna literaturo, ampak gre tudi za sliko, gre tudi za bom rekel, za platna Van Goghova. Se mi zdi, ko ste to pisal, a ste imel občutek, ne, da mora pisatelj ali pa knjiga komunicirati tudi z drugimi vidiki umetnosti, da mora potovati miselno, in kako ste začutil, ko ste tudi sam, ste kar potoval po Evropi, ne, pa tudi miselno potoval po drugih književnostih, filmih in tako naprej, ampak ravno v teh potovanjih se niste, bom rekel, razvodenel, razlezel, ampak ste še bolj postal Jani Virk in še bolj Slovenec, ne. Kako ste ta paradoks nekako prepoznal, pa uresničeval, da tako kot vaša junaka, ne, čim več je svetovljanstva, čim več je kozmopolitizma, tem bolj, ne, sta pristna, sta ona dva. Ja, to je verjetno tudi največji kontrast temu zaprtemu sistemu, recimo, kakršna je bila v tem primeru, je in prispodoba in tudi realen okvir, pač vsaj čez prvi del romana, ta vojska. Seveda je mlad človek, ko išče nasprotje, saj tudi zame je bilo tako, je nasprotje ravno svoboda nekih umetniških svetov, ravno svoboda slikarstva, ravno svoboda literature, svoboda glasbe, ne samo klasike, seveda tudi punka, vsega, kar se je dogajalo takrat po Evropi, in seveda svoboda gibanja, ne. Gre za dve svobode, to čisto geografsko v bistvu, ne, ki je takrat bila še posebej, bom rekel, še posebej nuja mlade generacije, ker smo bili, ne tako kot seveda vzhodni Nemci, pa ves vzhodni blok zaprti, samo, ne vem, takrat se veste, takrat smo en prvih impulzov po gimnaziji bil večjega dela generacije ali pa marsikoga, da vzame nahrbtnik in gre z interrailom po svetu ali pa na štop v bistvu. In na srečo sem bil tudi sam, seveda te vrste uličara, to smo od Pariza do Amsterdama, do
kopice mest tako spoznali. Danes to mi je žal, danes ta svet seveda je toliko drugačen, da to ni več mogoče. Ne. In druga svoboda je pa ta notranja, ki pa širi prostor duše. Ne. To pa to srkanje teh svetov, v bistvu. Tudi, če rečem avtobiografsko, verjetno mi je bil, jaz še nisem bil na Havajih, pa ne na Sejšelih, pa nič od tega, pa bi si najbrž kdaj želel tudi na taka relativno eksotična mesta, samo meni je takrat več pomenilo, da sem prvič videl Van Gogha, da sem prvič videl Klimta in tako naprej. Ne. A veste, to je življenje se je polnil, se je napolnjeval s tem, se je dopolnjeval, je vedno širše kroge dobival. Ne. In to se dogaja tudi mojemu junaku v tem smislu. Ne. Iz te ožine on išče globi, širši svet, tudi v svetu literature, v rilkaju, v slikarjih, v glasbi in tako naprej. Ja. Hvala lepa za to, bi rekel, to čudovito sintezo, ampak jaz moram reči, mogoče, ker sem jaz pripadal tudi tej generacije, ki si je želela iti v London, v Pariz in tako naprej, sem se v tem, moram reči, pomladil, ponovno zaživel. Hočem reči, če vas ne bi poznal, spoštoval, bi bil ljubosumen, zakaj vi znate tako pisati, jaz pa ne. No, ampak čas se nama izteka, pa ne smemo pozabiti, da ste vi tisti, ki dajete tisti kvalitativni plus, kajti kultura je kvalitativni plus, globina tudi naših malih ekranov, televizija. Hvala za to vztrajanje, kljub težki situaciji, ker pač ni sredstev, ampak ker ste odgovorni za snemalni program, bili ste odgovorni tudi za dokumentarce, sam ste snemali. To mi reči, to nam povejte, a imate občutek, da sta televizija in knjiga tekmeci, v kakšnem smislu sta pa lahko zaveznici? V marsičem, seveda je televizija marsikaj, je pač medij, ki je usmerjen pač logično prek slik. Je pa seveda, saj če govorimo o nacionalni televiziji, je absolutno eno temeljev te naše kulture, v bistvu slovenske. Je bila kdaj celo bolj mogoče v obdobju po osamosvojitvi, je bilo kar nekaj obdobij, kjer se je tudi politika bolj zavedala, da ta narod potrebuje par hrbtenic v bistvu. To šolstvo, založništvo, časopise, sčasoma kaj drugega niti več ne bomo imeli v bistvu. In je seveda bil eni drugi, bom rekel, finančni kondiciji, če blago rečem, da ne iščemo razloge, zakaj do tega prišli, bi mogli biti več. Jaz sem pa še recimo urednik igranga programa, ki se je v zadnjih 10 letih recimo drastično skrčil. Včasih so bile, a veste, so vsako leto producirali nekaj TV dram, nekaj TV adaptacij, nadaljevanke, filme, in zelo veliko tega je bilo narejeno seveda tudi po slovenski literaturi. Danes bi seveda mogli biti v kondiciji, ki bi delali lahko čisto normalno filme po knjigah Draga Jančarja, Maje Haderlap, Pahorja in tako naprej. Nažalost nismo v tej kondiciji. Tukaj nam malo manjka, bom rekel, ene dolgoročne nacionalne strategije, kjer se moramo okrepiti, da bomo v teh tokovih globalizacije in pač razprodaje vsega, kar se da kupiti, ostali kot kultura nad vodo v bistvu. In zato bi rabili v bistvu imeti, po moje vi bolj veste kot jaz, bi mogli imeti zelo stabilno, dolgoročno urejeno šolstvo, visoko šolstvo, založniški sektor, javne medije in seveda kot enega glavnih garantov nacionalno televizijo. Če hočemo dolgoročno ohraniti neko suvereno nacionalno identiteto, če teh stvari ne bomo imeli, se sami veste, večino, včasih bi se smejali, sem večina že feram zlahka kupujo Čehi, Slovaki, kaj šele Kitajci, kaj šele večje nacije, ko bo imeli interes, Avstrijci in tako naprej. Tako da tukaj bi mogli več narediti, da bi skupaj, da bi to
tukaj imam na mizi, v zadnjega pol leta sem prebral Pod svobodnim soncem pa Bobrja, recimo, ne. Prav iz te nemoči, a veste, take stvari bi mi mogli tudi vizualno kot narod imeti, da pač ukrepimo da spontano ukrepimo neko nacionalno samozavest prek medija, ki je trenutno kljub vsemu najmočnejši. To je pač slikovni, filmski pač. Tako da tukaj jaz mislim, da nas kot narod in nacijo čaka kar še neki samo premisleka, da bomo določili smer, kjer lahko sebi in predvsem našim zanamcem zagotovimo neko perspektivo kot skupnosti, ki živi znotraj enega jezika, ki ima močno kulturo, vendar kljub vsemu krhko. Je treba neprestano obnavljati in dopolnjevati, da bo zdržala še leta in desetletja na suvereni ravni. Ja, hvala lepa za takšno jasno besedo. To je gotovo čudovita izjemna vizija. Kdo se od nas ne bi strinjal, da je naša slovenska kultura pravzaprav porodila državo in da je še vedno državotvorna in to je naša posebnost, nad katero moramo vztrajati, mogoče lahko v tem tudi obogatimo tudi Evropsko skupnost, da jim pokažemo, namreč tudi v Evropi se je pokazalo, da tam, kjer kultura ni živa, tam tudi ekstremi nastopajo. Mislil sem na zaveznico, da vidimo, kako po svetu drugi narodi takrat, ko posnamejo kakšno literarno delo, kako potem knjiga razprodana, vedno novih izdajah. To sem želel nakazati. Ampak zdaj marsikaj bi se lahko tudi pogovarjala, kako ste humanista, kako si upate tudi v ljubezni pisati ne samo tragičnost, ampak tudi v zgodbi Jaka, tudi kakšen romantični trenutek, da literatura ni samo nesrečna ljubezen, ampak so tudi romantični trenutki. Tukaj se mi zdi, da ste tudi svoboden, svoboden ustvarjalec tudi do literarnih trendov ali pa usmeritev, ampak za na konec, največ ne bo še takoj, ampak vseeno, če bi pa rekli, no zdaj pa, dragi pisatelj Jani Virk, zdaj nam pa povej, katero izmed svojih knjig pa bi bil ti pripravljen napisati za scenarij, pa bomo posneli film. Ja, to je težko, gledajte, preden sem prišel na televizijo, sem napisal scenarij po noveli Vaški učitelj, Ko sem to bilo na začetku 90-ih let, kasneje pa logično, da ne gre, veste, sej, če ne bi šel poklicno v to smer, bi se verjetno s tem ukvarjal, tako pa preprosto ni spodobno, ne gre. Razumem. Veste, kako je, mislim, da vaša dela so tako dobro, da lahko se kdo drug tega lotja. Tudi kakšen pravi tega, tudi sam sebe ne more prevajati, tudi kakšen drug reče, to mora pa en drug narediti, jaz sem napisal, kar sem napisal. Moram, vidite, ogromno nam je še ostalo, ne samo vprašanje ljubezni, tudi vprašanje vašega iskanja grala, vašega teženja po preseganju, se mi zdi, da segrate v zgodovino in da človeka za roko popeljete, tudi preko študijskega raziskovanja v srednji vek, in napišete tako tudi o srednjem veku, tako kako francoski zgodovinari, da je že srednji vek začetek humanizma, vi v njem to prepoznavate, in imamo občutek, da onkraj te vaše zgodbe je tudi hrepenenje po neskončnosti, po ljubezni, po pristnosti, se mi zdi, in navsezadnje, sem le profesor etike, vam moram reči, da ne potrebujete literarne teorije, v kateri zaznavamo etične obrate. Vi ga živite in vaši junaki ga živite in vaše knjige nam o tem presenečajo. Rekel bi vam v imenu vseh, hvala lepa, tudi za nocojšnjo presenečenje, hvala lepa, upamo, da vas zopet kaj vidimo, predvsem pa upamo, da bosta Jaka in Vane
porodila še kakšno iskrivo misel, kakšne iskrive osebnosti in bomo zopet z užitkom rekli, nič ni, vse je zanimiva stvar na televiziji, ampak ta Jaka in Vane sta pa še bolj zanimiva. Hvala lepa za ta večer. Hvala lepa vam, drage poslušalke, dragi poslušalci. Zelo žal nam je, da vas nisva mogla vključiti v pogovor. Upamo, da bo to enkrat kmalu zopet v knjižnici Otona Župančiča. V imenu knjižnice vas lepo pozdravljamo in upamo, da boste kmalu tudi v živo vabljeni v ta hram slovenske kulture, ki je knjižnica, ki je svetišče in kjer dobite tudi tole knjigo, pa mislim, da tudi vse, da imajo vse tudi ostalih 10 romanov, pesniško zbirko, zbirko esejev, ki je bila nagrajena in še marsikaj. In lep večer še naprej, kjerkoli ga boste preživeli pred televizijo ali s knjigo, vsekakor pa s prijatelji, tako kot se s prijatelji rad druži naš pisatelj Jani Virk. Hvala lepa, lep večer in nasvidenje. Lepa hvala, dr. Edvard Kovač in vsem, ki so naju poslušali.